Lep pozdrav, drage gledalke in gledalci. Midva sva Izidor. Jaz sem pa Rok, lep pozdrav. In midva začenjava zdaj z enim podcastom o smučarskih skokih. Večinoma, ampak je trenutno sezona poteka, bo ste na to osredotočila. Tako da v tem prvem videu bova malo predebatirala začetek sezone. Najbolje, kar začneva. Najbolje, kar začneva, ja. Spravi, za nami je zdaj že kar nekaj tekem. Kar nekaj, pred novoletnim turnejem. Ja, bližamo se prvemu vrhuncu sezone. Mogoče zdaj za začetek ena tvoja ocena, zdaj teh prvih 3, 4, 5 prizorišč smo videli zdaj. Misliš naša specifična ali misliš vse skupaj? Neka ocena sezone, najprej skupno, recimo zdaj, če bi... Meni je sezona zelo zanimiva, velik je krog teh favoritov, pa lahko zmaga, že zdaj tak, mislim, da je bilo zelo veliko je bilo zmagovalcev različnih. Mislim, da je Kobayashi edini, ko je dvakrat zmagal v tej sezoni. Zanimiva sezona je bila. Zdaj, če bi rekli, izstopala sta za zdaj dva, ne? Ja, predvsem Geiger in Kobayashi. Točno to, edina, ko izstopata. Od naših pa Lanišek pa cene prevec izstopata. Pa Lauro Kos, ne, treba še pohvaliti. Ja. Na prvi tekmi tudi Peter Prevec me je presenetil. Na prvi njegovi tekmi, ko je bil na Finskem, ko je bil 6, se mi zdi, takrat je malo presenetil. Pol pa je se vrnil na stara pota, 15, 20. Žal. Ja. Zdaj, če se malo dotakneva, ne, Geigera pa Kobayashija, ko smo omenila, tudi pred začetkom turneja zdaj, ne. Zelo sta blizu v bistvu v skupnem seštevku, Geiger ima neke prednosti. Zdaj misliš, da bo med njima dvoboj za veliki kristalni globus, ali se lahko recimo umeša Granerud, ki je tretji, mogoče Kraft, naš Lanišek mogoče? Mogoče, skoke so res nepredvidljiv športne. Ampak zaenkrat najbolj konstantne skoke kaže ta Kobayashi pa Granerud, Kobayashi pa Geiger. Granerud ima manj konstantno, pa Lanišek tudi, ne. Tretji pa četrti sta Granerud pa Lanišek, ne? Ja. Mislim, da bo med njima boj za kristalni globus. Kobayashi že ima enega, Geiger še nima. Zdaj, če bi moral recimo ti staviti na enega od njiju, na koga bi stavil, to je kar malo nehvaležno napoved, ko smo še zgodaj v sezoni, ne? Ne vem, v bistvu ne vem, če mogo staviti, to je težko vprašanje. Kobayashi lahko serijsko zmaguje. Geiger bo pa skakal konstantno, če ne bo zmagal, bo pa med 10, če bo slabo skočil, bo med 15. Zdaj Kobayashi pa mogoče na tukaj zafrkne. Ampak če spet pozitiven na COVID testi, to je spusti, ampak mislim, da če mogo med tem zmerati, bi pač na Kobayashi ostalo. Ja, meni se tudi zdi podobno, da tako kot si rekel, nekako Geiger je bolj konstanten, Kobayashi je pa bolj nek skakalec iz ekstremov, ne? Se pravi, lahko na eni tekmi za 20 točk premaga konkurenco, na drugi pa skoči, kar bomo rekli pod pričakovanje, ne? Tako da, jaz bi pa mogoče glizal te konstantnosti, mogoče se to ne pokava, da imam kar malo prednosti Geiger letos. Mogoče pa na sami turneji, če se bo pa dotaknila v drugem videu, da je pa mogoče turneja pa zato bolj pisana na kozo Kobayashiju, to je 8 skokov, kjer se lahko hitro odskočiš, ampak je pa tudi res, da lahko hitro pa... Moraš biti konstanten. Moraš biti pa spet konstanten, ne? Ampak vemo pa, da so imajo Nemci prokletstvo novoletne turneje, tako da pritisk bo hud, ne? Tako. Gremo zdaj naše prekomite. Ja, tako, če oceniva... Kaj bi se vprašal, kakšne je tvoje mnenje o naših skakalcih? Ja, zdaj, če recimo nekako po zaključku lanske sezone bi rekel, da je celo so malo v pozitivnem smislu presenetili, ne. Zdaj, predvsem Lanišek je konstanten, ne, tega smo že vajeni, letos ima eno zmago, eno drugo mesto. Lahko bi imel še kakšne stopničke več, pa se pa ni šlo. Ne vem, mislim, da smo lahko zadovoljni ekipno, ne. Imamo redno 4-5, ki so v finalu dobivajo točke. Imamo dva tudi recimo v deseterici skupnem spoštevku, ne, Lanišek 4, Cene Prevec 9.
Predvsem sem recimo presenečen nad Cenetom Prevcem, ne, pri njemu nekako... Presenečenje te sezone. Pri njemu nekako ne veš, no se v bistvu pri vseh bratih Prevc, ne, v bistvu ne veš, kakšni bojo prišli v novo sezono po tem poletnem premoru, ne. Doma, če veš na letalnici, bi sigurno odskakal svoje to. Recimo Domen je verjetno največje razočaranje v naši reprezentanci. Sigurno, čeprav nekako je lani skakal. Ne spomnim. Lani je bolj malo skakal, kot se jaz spomnim. Tako da cena je sigurno pozitivno presenečenje, ne, biti 9 v skupnem seštevku je res dobro, konstanten je med 10 skozi. Jaz mislim, da ni daleč od stopničk, ne. Ampak nekako se mu mora še poklopiti, ne, dva vrhunska skaka. Vse, ko vsakrat med 10 si pač blizu štenku, to je že skoraj do Tomas, če si konstantno med 10 si izrev za stopnička. Pa dobro, kako si ti že rekel, Lovra Kosa moramo izpostaviti, ne, prišel je zdaj letos precej kot neka neznanka, ne, v svetovni pokal, pa kaže lepe konstantne skoke med 15-terico, 20-terico je skozi, ne. Samo tudi med 10-terico. Tudi že med 10, Zdaj, Peter Prevc, pa kot si rekel, tisti en preblisk je bil, ne, zdaj... Sicer pa precejšno razočaranje, no, tudi ta sezona, zdaj vemo, da je zaradi rojstva otroka bil tudi najprej odsoten, mogoče to mu je malo porušilo ritem, ne, na začetku. Ne mislimo to, da rojstvo otroka ruši ritem, ampak bil je že pripravljen, ne, na prve tekme, potem pa je moral spustiti. Tako da... Bral sem nekje, pač nek intervju sem videl s Petrom Prevcem, da ima pač on v glavi težave, da pač kultura čisto se sprosti, da je preveč razmišljen, zaradi tega je v nekom krču. Da je mogoče to... Pa misliš, da ima to že vse od tiste šampionske sezone, pa potem tistega paca, ki je sledil, da je to že od takrat, ker nekako ne uspe več priti v šampionsko formo, to se strinjamo. Nek črv se po mojem pojavil v glavi, ko ga je žreli nekaj časa že. Bomo videli, vse ima še časa, sta 29 let, če bi bil Japonc, bi imel še 20 let. Toliko je pa naš, pa še na 5-6 let, ima sigurno. Samo mislim, če na kakšnem nivoju bo. Hodil sem še, prekinem, še Zajce sem hodil to vem. Po lani se je dogajalo. So tistih. Bomo rekli, kar nepotrebnem incidentu. Ampak ne, pač so šli gor rezultati, so se malo odvigali, tako da mogoče bo nekaj na tem. Tudi imajo najene stopničke, ne? Celo vodo je že po prvi seriji. Stopničke ima 4. mesto. Tako, Ko bi četrti, na prejšnji tekmi ni prišel na tekmo, pa ko bi tretji je pa na robu 20-terice, to je spet... Tudi njega so gotovo treba pohvaliti med našimi, Tako da ekipno smo lahko res zadovoljni. 4 močne imamo, mogoče celo 5, no, če štejemo še Petra, če bo malo dvignil. Ponovaj te šampioni dvignejo, ne, za večja tekmovanja. Tudi na zadnjih turnejah je bil dober, ne, Peter med 10-terico. Zdaj mogoče sem te hotel vprašati, mogoče presenečenja, razočaranja začetka sezone, če postivo zdaj naše smo prekomentirali med drugim, jaz bi mogoče, ne vem, med presenečenji rekel Kilian Pajer, 8. Švicar, ne, zelo. On je skakal že lani, ne, ker bi poškodovan se mi zdi, pa on je skakal že 2 sezone nazaj, skakal ali 3. Že nekaj časa je tu, ne, v širšem vrhu, ne. Pa ne se bi tretji celo. Mislim, mogoče imamo presenetil, da tako po poškodbi, da pač to govor, ampak Bi rekel, da ima končno Simon Aman zdaj enega naslednika. Sicer že ne tako mladega več, ne, ampak nikoli ni prepozno, ne. Da reč pa ne vem, kaj bi še drugo presenečenje. Recimo... Ceneta, pa Lovrota. Tudi recimo Herel, ne, Herel ima eno zmago že, 10 v skupnem seštevku. Avstrijci so močni letos. Nemci, Norvežani, Avstrijci pa sem pa že mi. Največje razočaranje pa verjetno Poljaki, kar brez dvoma. Ne vem, če je kjer. Kamil Stok, tudi njega smo pričakovali več, ne, njihov formi, ampak je edini, ki je... Stok, Kobatski, Žila, predvsem Kobatski, Žila, ne, velike razočaranje. Teorija, da sem malo že v letih, pa... Poljak nima enega podmladka vrhunskega, se pač pozna.
Sam pa, da ne bo rad dal kofinski skoki. To res ne je bilo dobro. Tudi trenerja so nekaj menjavali, ne? Pred sezono, to je potem vedno. Zdaj, recimo, kar nekaj prizorišča, zdaj že smo za nami, ne? Smo rekli, zdaj naši so bili na nekaterih prizoriščih zelo dobri, ne? Bomo rekli, kar v samem vrhu, recimo v Klingentalu, tudi v Visli nekaj slabši. Kaj bi ti rekel, da gre tu samo za to, koliko zdaj kateremu skakalcu odgovarja skakalnica? Po mojem, ni neke velike možnosti, da bi pač vsem cele prezentaciji skakalec ne bi ustrezala. Ne vem, pa se lahko zgodi, da pač 6 skakalcem ne ustreza skakalnica. Pač ne vem, kaj je šlo dobro. So pa kaj eksperimentirali pred turnejem, mogoče si ne veš. So videli, si znamo skakati, bomo pa zdaj malo drugače, probali še izboljšati, pa si ni išlo. Z nekaj težav smo imeli tudi z dresi, smo videli, ne, Domen je bil dvakrat diskvalificiran zaradi dresa. Z dresi problemov, ne vem, kaj je fora s temi dresi, kakšne so pravila, koliko morajo biti propustni, koliko morajo biti tega, tudi moramo tudi, bi bilo fajn podebatirati v kakšni svoji epizodi. Do tega še pridemo, upajmo, ko bomo imeli tudi kakšne goste še. Zdaj naši imajo eno zmago, zmaga Laniška. Bili smo pa čisto blizu še ekipni zmagi v Visli. Zanimivo, to sem te mislil vprašati. Mislim, se ni on zafrknil zmaga. Mislim, Rogan dosegljiva je bila. Pred njegovim skokom zadnji smo vodili. Drugi, kjer so bili drugi? Nemci? Nemci so bili bolj za nami, oziroma Avstrijci so zmagali pred Nemci. Tudi Nemci so imeli opcije za zmago, pa niso. Seveda. Ampak mi smo kar lepo vodili. Zdaj, Lanišek je v bistvu dvakrat slabše skočil, tisto skakalnico se nekako ni spoprijateljil. Čeprav je bil, mislim, da je bil lani v Visli drugi. Se mi zdi enkrat. To je res specifičen šport. To smo se ravno pogovarjali prej, kako je zanimivo, da nekdo, recimo v prejšnji sezoni, osvoji zanesljivo kristalni globus, potem se pa v naslednji sezoni na prvo tekmo sploh ne uvrsti. To je res zanimivo. Spet zgodba zase. Recimo, glih prej smo gledali, da je skakal na celinskem pokalu Mihael Hajbek. Freund je bil tudi na celinskem pokalu pred kratkim. Se nek vračal po poškodbi, mislim, on se vračal po poškodbi že 2-3 leta. Pa tudi on je že čez 30. Včasih so pač pri 30 letih skakalci nehali skakati. Začeli so pri 16. Vse so pa Japonci pomaknili meja, predvsem Kasai pa Amen so malo pomaknili. Pa tudi robotikanci malo pomaknili. To moramo omeniti, pred letošnjo sezono je dokončno objavil, da se poslavlja Gregor Šlerencova, je uradno končal kariero. Ne vem, eno tvoje mnenje, je to najboljši skakalec vseh časov? Pač je, vrhunski skakalec, sigurno ne, čeprav meni se je iskreno, da je par tekam mi bilo malo podarjenih zmag, par s kondiškimi ocenami, pa pol kasneje še po 10-15 zmagi, pa tudi tam, ko je začel dozorevati, sem bolj začel dopadati. Ful mi je bil antipatičen na začetku, pa skusen ne gledam, da ne štenga, mogoče še zaradi tega na živce, pa pol čez čas bi pa pač vratil prav šampion. Spomnim se, da so se s Krajncem borila za mali kristalni globus v poletih. Tam je bilo malo z ocenami, malo sumljivo, da sem pristranski, ampak seveda vsak ima zdaj svoje favorite, ampak proti Šlerencovarjem in številkam pa ne moreš na koncu. Verjetno vseh 53 zmag zika niso še seveda. Verjetno ob Matiju Nikenenu glavni kandidat za najboljšega skakalca vseh časov. Čeprav meni se, iskreno, če bi mogel enkrat izpostaviti, bi izpostavil Mališa. On je tak. Jaz pa Ahonena, recimo. On je bolj konstanten. Ahonen je bil verjetno najbolj konstanten med vsemi. Mislim, da ima največ zbranih točk, največ stopničk. Tudi največ te smo na verjetnem turneju. Tudi to. Še pride. Katera še pride. Zanimivo, recimo po drugi strani imamo pa Amana, ki pa skozi kariero ni bil glih tako zelo konstanten. Imel je tudi leta
hudih kriz, ne. Ampak je pa človek za velike tekme, to se mi zdi več, ne. Ima 4 olimpijske medalje. Mislim, da so 4 olimpijske, ali so vse 4 zlate, ne, kako je s tem. Pa mislim, da je pa še svetovno prvenstvo enkrat. V poletih mislim, da je bil tudi svetovni prvak v poletih, ne. Tudi na velike skakalnice na poletih. Mislim, da nisem pa zihar. Zanimivo, ne, kakšni profili skakalcev so, ne, recimo Ahonen pa recimo kljub vsej konstantnosti pa mislim, da nima sploh olimpijske medalje posamezno, ne. Posamezno nima, ki ja. Tako da zanimivo, ne, kakšni profili skakalcev so to. Ja, drugače, zdaj, ko so pregovorila tudi o sodniških ocenah, če se mogoče zdaj tega malo dotakneva, prišla je zdaj ven informacija, ravno danes sem jo jaz opazil, da so zdaj na zadnjih tekmah v Klingentalu so poskušali s neko tehnologijo za nadzor sodniških odločitev, sodniških ocen, podobno kot VAR pri nogometu, to zdaj že dobro poznamo. Zdaj, čisto točno niti ne vem, iskreno povedano, kako bo to nadzorovalo sojenje, ampak naj bi bila neka tehnologija, ki bi lahko vračala posnetek recimo sodnikom, da bi, če ne bili pripričani, ali je bil recimo, ali je do podrsal ob padcu, ne, ali ne, da bi se to lahko vračalo, pa bi se ocene popravile. Kako je zdaj tvoje mnenje, bi bila to dobra rešitev? Po mojem je to vreda rešitev, da boš bolj pošteno vse skupaj. Mislim, se ni neki velik golfat, ne moreš pri ocenah, če te dobijo 3-krat, a neki letiš ven. Če je za točko razlike... So črne pike, bi rekel Andrej Sare, ne? Da lahko dosti hitro zgubiš sodniško mesto. Mislim, da bi to znalo zelo pomagati. Ja, jaz sem tudi strinjam, ja. To bi pomagalo res pri teh zadevah, če bi kdo pač podrsal ali pa te stvari, da se ne bi recimo 100 v planici ponovo. Ja, pa se očitno podrsal, pa smo še eno šteli rekord. Ja, ker bilo je kar precej nepravičnosti, to je treba reči, da se svoje natiče omenil, si prej prišli na caro. Sploh nekak je občutek, predvsem med slovenskim ljubitelji športa, na skokov, da je vedno proti nam, pa ponavadi uprite Avstrijcev pa Nemcev. Ampak včasih se je težko znebiti občutka, da so nekateri zaradi imena ocenjeni previsoko, tudi če si tega ne zaslužijo skoki. Ko imaš ime, dobiš pol točke več na ime, skoraj sigurno vsakega. Pa misliš, da bo ta tehnologija za to preprečila, ali da bo vseeno... Mislim, da se še vedno da, če do pol točke razlike, da je meni 18 pa 18 pa pol, še vedno ocena, dosti biti za skupaj, so ne bo črnih pik. Pa se da tudi s temi... Ja, recimo, če dajo 3 sodniki po pol točke, pa je to že točka in pol v bistvu daljavi, pa kompenzaciji, recimo z vetrom, pa je razlika. Dosti velik skače s koristo, se točka pol poznana. Ja, zdaj, jaz se tudi strinjam, da je to verjetno dobra rešitev. Je pa res, da je odvisno, kako se bo izkazalo v praksi. Recimo vidimo VAR pri nogometu, jaz sem malo več spremljal nogomet. Do neke mere je dobro, ker krivic več ni toliko. Zdaj se gre zadevo pogledati in se, recimo offside, 11 metrovke, te stvari. Ampak po drugi strani pa, da se recimo zdaj tekma prekine za 10 minut, ker potem rišajo črtice, pa merijo centimetre, ali je bil z nogo pred... Če bojo pa to delali, pa mislim, da to ni dobro za šport. Ne vem, zakaj ne naštimajo ekranov tam. V onih kabincah se dosti skupaj v sodniki, se mi zdi. Ker tukaj še vedno bo zato, da oni oddajo, če v bistvu gledajo direktno na skakalnico in pač ocenjujejo. No, pa ne, sem pač za doskok, neko pač kamera naštimajo, da vidijo pred doskokom. Če samo tam ocenjujejo let, pa pristanek, pa še neki elementi, pa ne vem kaj. Ja. Upajmo, da ni ta element narodnosti, za skakalca. Mogoče je. Mogoče je. Če se jih premenila o razočaranih, bo treba še omeniti Johansson, Brke, glih v teh dneh je prišlo to razočaranje, predvsem verjetno za ljubiteljice skokov, da si je Robert Johansson, mislim, da po 5 letih popolda je napisal, da si je ubil svoje zdaj že legendarne Brke. Tako da, če boste mislili, da se skače kak drugi Robert Johansson, kak njegov brat, dvojček, pa to ni to, ampak očitno se je odločil za... Čeprav se može raste nazaj, sem ne take.
Škoda. Ja, škoda, ker je bil res znan potem izstopajoče bil s temi brki. Eno vprašanje nepovezano, brki od Johansona ali Fliserja, kjer se bo? Ja, to je pa dobro vprašanje, ne. Zdaj, kaj pa vem, meni je bil, čeprav je Fliser naš, ne, meni je bil Johansson vedno malo bolj simpatičen, ampak to je čisto moje osebno. Kar se tiče brkov, pa kaj povem, zdaj oba sta se jih tudi že znala zavijati, malo, ne. Jaz bi vseeno dal prednost Johanssonu, ne nazaj, tudi zato, ker imam skoke rajši, pa sem se njegove brke bolj navadil, verjetno. Tako da, mogoče bolj take vikingške. No, mogoče ena zanimiva informacija, to je tudi zdaj prišlo pred parimi dnevi, recimo spomnimo se zdaj, ko se bliža novoletna turneja Tomasa Ditharta, ki je, bolj se spomnimo njegovega prašička za srečo, verjetno kot njega. Prašička njegovega očeta. Od njegovega očeta, ja. Da je prišel na turnejo, pa zmagal. Verjetno še vedno najbolj presenetljiv zmagovalec novoletne turneje, vsaj novejše zgodovine, ne? Ja, jaz ne vem, pač izpremljam skoliko zavestno, da se spomnim od konca 90-ih. Ne vem, ampak mislim, da je bilo tudi to. Mislim, da je najbolj presenetljiv zmagovalec. Ampak zanimivo je tudi ta njegov potem padec, figurativno in tudi dobesedno, vemo, da je grdo padel potem nekaj kasneje, ampak zanimivo, ne, prišel je na turnejo, tam zanesljivo zmagal in pa smo pričakovali nek njegov preboj tudi v svetovnem pokalu, na svetovni prvenstvi pa tega ni bilo, ne, hitro je poniknil. No in hotel sem reči, da je zdaj ravno pred dnevi je postal, on se je upokojil, v bistvu še mlad, mislim, da pri 27-28, nekaj takega. In je zdaj postal pomočnik selektorja ženske avstrijske reprezentance. Lepo, da je ostal v skoki, verjetno lahko kar pomaga s svojimi nasveti. Ko smo že pri tem, mogoče sem, da se malo še na ženske skoku dotakneva, tudi smo lahko verjetno še bolj kot s moškimi zadovoljni z našimi skakalkami. Zelo dobre. Redno na stopničkah, ne? Na stopničkah, to je skoraj na vsake tekmi. Vsekakor, ja. Izpostaviti pa, da Kramerjeva deluje pač nepomagljivo trenutno. Ja. Pravzaprav jo glih, da je kaka naša premaga, ne? Če že, drugače pa res zmaguje, tudi za 30-40 točno tekmo, ne? Taka naševa. Ja, taka naševa. Taka naša, pa taka naša. Ja, tako, ja. Skratka, lahko smo dovoljni, recimo Urša Bogataj je leto zelo dobra. Vse, pa tudi Martinec, Mika Grižna. Skačel zelo v redu. Pa ja, Urša Bogataj je pa najbolj konstantno trenutno v našem. No, pa se tega smo v bistvu že vajeni, da so zadnje leta skakalke bile v naših skokih tiste, ki so vlekle, ne, da so dosegali boljše rezultate. Zdaj pred nami tudi, če se do tega se bomo kasneje lotila, ampak tudi prva ženska turneja pred nami, pred nas na Ljubnem. Verjetno zelo dobro. Da se razvija v to smer. Skoki, da se vedno bolj razvijajo, to je super, da v živo gledamo, kam ta šport gre. Ja, sej, mislim, da smo zdaj že kar dobro povedala, kar smo imeli za ta prvi pregled. Imamo še kaj za boli. Kot sva rekla, naslednji video bo potem o novoletni turneji, to bo 70. jubilejna novoletna turneja in tudi jubilejna 20. odkar je 20 let, odkar je zmagal Nemec. Mogoče Hanald je vse 4 tekme zmagal. Hanald je zmagal, tako vse 4 tekme, potem pa suša verjetno. Zaradi pritiskov javnosti, ki je neusmiljena, pa tudi verjetno česa drugega. Mislim, da je bil zelo imel težave s težo, da je bil prelahek, da je hotel biti bil anoreksičen, po mojem to je znalen problem. Te teže je zanimivo pri skakalcih, ne, recimo 1 kilogram 2 naredita zelo veliko razliko. Poljaki vendar so bili zelo na meji. Mislim, da je zdaj predpisano, koliko je najmanj, ko lahko tehta. Mislim, če je na višino to omejeno, preračunano, ampak mislim, da je zdaj prav limit, koliko najmanj lahko tehtajo. Ne vem pa sicer, koliko je ta limit, ampak zaradi tega, da si zove kakšne zdravstvene težave, ker so zelo suhi, zelo so suhi, skakalci. Zanimivo, zdaj pri naših oba zdaj, kolikor sem čul, ko je Jelko enkrat govoril, da ima Bor Pavlovčič,
težave s pretirano težo. Pretirano za skakalce, kar za nas navadne smrtnike ni pretirano, verjetno, sploh ne med prazniki. Ampak, zanimivo, ne, Bora recimo letos sploh še nismo videli, lani pa je bil v bistvu Blaniško najbolj konstanten naš skakalc. Malo ga pogrešam. Ja, jaz tudi, ja. Zdaj, upajmo, da bo. Sva spet pol dotaknemo, ampak vrača se tudi Jela. Ja, verjetno turnejo, na mesto Domna Prevca, ki se bo verjetno vrnil na trening. Kar bi bilo tudi najpametnejše. Treninga pa rabi. Če ga sem za polete uporabil. Prav lahko ga obiše Sofnega, taka bolj letalska skakalnica. Tam bi znal kaj, tudi neko, nisi v formi ti režinač. In pač letalnice so res nek specifičen. Kaj sem reč, ko je Kranjc skakal do 30. mesta na navadnih skakalnicah, ko so bili poleti vedno konkurenčni. Ja, zanimivo. Nekateri so res letalci, izraziti. Čeprav zdaj jih je vedno manj takih. Ja, Kranjec, Tepeš so bila verjetno zadnja, pa Domen. Pa tudi Kraft, Krafta ne bi štel. Kraft tudi mi deluje tak letalski tip. Ja, samo Kraft ima dovolj uspehu tudi na navadnih skakalnicah. Ker recimo Norvežani so tudi nekateri takšni, recimo Forfang, Fanemel, sta bolj letalca, kot skakalca. Fanemel v zadnje čase tudi na poleti mu ne gre. Ja, tudi to je res. Vsem je pa skakal, mislim, da nekje sem zasledil, da je skakal letos. Sem že mislil, da je nehal. Me prav presnetili, da je Fanemel. Še skače. No, pa zdaj, ko so ravno pri Norvežanih, verjetno je lepa zgodba Daniel Ander Tande, po tistem... V Klingenhalu na stopničkah. Je bil na stopničkah, po tistem grdem padcu na planici, ko nam je kar zastal dih vsem, smo upali, da bo kdaj še hodil, potem da bo kdaj še skakal, zdaj pa je že na stopničkah. Kaj, ko mi je bilo pol leta minilo. Ja, dobrega pol leta je že bil na smučeh. Pol leta, 7-8 mesecev. To je res, sneh mora tem ljudem dolgo. Ja, res, da grejo preko tega, se spustijo. Mogoče je dobro, da se ne spomni padca. Ja, to je res. Pa takrat se je res tudi naša zdravstvena stroka tam se je zelo izkazala. Norvežani so... Zasebno sem videl en posnetek na YouTube od enega doktorja, tako ima te, se ukvarja s poškodbami in je pogledal ta posnetek, pa analiziral posnetek od padca Tandeja in je rekel, da če bi prestal kjerkoli drugač, da bi res največ hodil. In to, da je tudi tam, da je vedel, koliko padati. Da bi se da prav roke, da tako, da sebe, da se obraz zaščiti te stvari, zelo... Skratka, dosti boljše je odnesel od Nika Ferrola, pred leti Američana, ki pa... Tam pa recimo ni izgledalo tako grdo, ampak padec na vrat, na glavo in je ostal hrom. Ja, to je problem. Hitrosti so ogromne, sploh pri pristanku. Če že pri odrivu imajo hitrosti 90 km/h, po zraku še pridobiva, da tam pri pristanku so 110-120 bomo. Tam padati na glavo ni prijetno. Po moje veliko, kako izgleda bolj strašljivo, je po moje veliko bolj varno, če se v zraku zruši na tla. Ampak ni pa prijetno eno drugo verjetno, se ne vem. No, pa zdaj bi se pa mogoče za konec še to, bi se bilo mogoče dobro dotakniti. Ta krajši premor zdaj pred naslednjimi tekmami so naši skakalci izkoristili tudi za državno prvenstvo. Zmagal je Timi Zajc pred Lorom Kosom in Cenetom Prevcem, četrti je Balanišek. Ja, zdaj to ni ravno, da bi rekli, da je državno prvenstvo nek velik pokazatelj, kaj lahko pričakujemo na turneji. Tudi ni ne vem kako, čeprav se dobro sliši, ni ne vem kako prestižna lovorika, marsikdo niti ne pride na državno prvenstvo, ga izpusti ali pa ga jemlje bolj kot trening. Kako vseeno misliš, da je to prvenstvo, da je to mogoče Timiju bo zdaj pomagalo pri samozavesti? Mogoče pri samozavesti, da vidi, da zna biti najboljši, da zna biti boljši od zmagovalca svetovnega pokala in da ga malo lahko motivira in da bo konstantno. Seveda je pred leti tudi že zelo dobro skakal na turneji, pa je pa problem zadrgal se mi. Je bil ona, ne? Ja, mislim, da je zelo težava. In to ravno na zadnji tekmi, ko je bil res visoko. To je bilo, ja. Lepo, bolje, se je. Bomo videli, kaj bo. Čeprav od naših še vedno mislim, da sta glavna favorita za visoka mesta Lanišek pa Tjane Brevc.
da so tako že cenete prevce, ali bo pa v naslednjem videu? Ja, bo, lahko še kaj omeniva. Potem bomo pa naslednji, tudi že. Dobro. Potem pa mislim, da smo prišli do konca, kar sem imela pripravljeno za ta najprvi podcast, imenovan Skokcast. Tako da upam, da vam je bilo všeč, kar sva povedala. Prihajajo seveda še drugi, trudila se bova, da bi objavljala vsak teden vsaj en video, recimo najavo naslednjim tekem in pregled dogajanja v preteklem vikendu, verjetno v ponedeljkih ali torkih. Tako da ja, vidimo se v drugem videu, ko bova govorila o novoletni turneji, napoved novoletne turneje. Tako da se vidimo naslednjič. Ja, Lep pozdrav. Lep pozdrav in ostanite ljubitelji skokov še naprej.